Pozdravljeni, z vami sem spet Minka Gantar in danes bom spet odgovarjala na vprašanja. In sicer prvo vprašanje, danes bomo govorili, da vam vseeno povem, da boste izvedeli, kaj boste tukaj izvedeli. Ena gospa mi je pisala, kaj ne naredi, da kljub vsemu nikakor ne gre maščoba na trebuhu dol. Dobila sem vprašanje od gospoda, kaj ne naredi, da se zvečer ne more zaspati, se ne more umiriti. Sindrom nemirnih nog in rok. In dobila sem še eno vprašanje, kaj narediti, ko se enostavno, kamorkoli se dotakneš ali se malo butiš, že nastanejo modrice. V glavnem na vse tri vprašanja imam odgovore, zdaj pa pojdimo po vrsti. Začnemo najprej s tem, zakaj nikakor ne gre maščoba na trebuhu stran. Vse ostalo se da shujšati, gospa je športna, aktivna, kolesari, vrtnari, hodi v službo in dejansko tukaj je največji problem. Ona je preveč aktivna in stres dela svoje. Dejstvo je, da maščoba na trebuhu je vedno povezana s stresom, to je stresna maščoba. Na en način, na čustveni bazi je, veste, želiš se zavarovati sebe, a ne sebe. Zato, ker sploh te spodnji del telesa je povezan z doživljanjem sebe in se želiš zavarovati. Tako da, to je na nezavednem delu, tako da v bistvu je treba počistiti ta del. Zdaj pa kaj pa lahko še naredimo? Seveda, začeti je treba z umirjanjem. Potrebna je, priporočam absolutno meditacijo za dekodiranje podzavestnih vzorcev, mogoče tudi to, da moram biti idealna ženska, da moram poskrbeti za vse, da mora biti vse pošlihtano. Druga zadeva pa, rezanje vezi z nadangelom Mihaelom. Ker dejstvo je, da prav trebuh, gledajte, popek, tukaj vstopajo energije, ne? In se razdajamo in želimo biti idealna hčerka, idealna žena, idealna zaposlena, idealna soseda. Ne gre. Glejte, samo ljudje smo vsi in ne vem, če je kakšen prav idealen, popoln, da je lahko na vseh področjih super, super, super. Pač, a ne, in če želiš biti idealen, slej ko prej privedeš sebe do tega, da ne zmoreš in začne se odražati najprej na telesu. Tako da, rezanje, se pravi meditacija za rezanje vezi z nadangelom Mihaelom, vsekakor bo pomagala. Vam moram povedati, kaj se je meni prejšnji dan zgodilo. Sanjala sem mojega očeta in jaz imam res krasnega očeta. Jaz imam res tako podporo pri mojem očetu, iz srca ga imam rada. In imela sem ene sanje in zjutraj razmišljam o tem, kaj imam za narediti. Sem rekla, rezanje vezi z mojim očetom. To ne pomeni, da bom jaz manj dobra hčerka oziroma da bova imela slabši odnos. Ampak, a veste, kaj sem ozavestila? Ozavestila sem s tem, ko sem delala to meditacijo za rezanje vezi, da programi, ki sem jih dobila po očetu, bodi tiho, potrpi, a res ne moreš majčkeno bolj potrpeti. Pa če prideš v hiš, moraš biti tista, ki si tih ne bojo zaradi tebe prepiri in tako naprej. V glavnem, en kup takih programov, poleg tega sem pa ozavestila, da po očetu oziroma ta krščanska vzgoja mi je ravno tako pustila določen pečat in ta pečat je strah pred peklom. Pa mislim, da sem jaz to počistila, ampak dejstvo je, da na nezavednem imamo praktično vsi nekaj za počistiti. Strah pred peklom, strah pred grehom, če ne bom dovolj priden, če ne bom dovolj dober, bom v peklu, zaslužim si kazen in tako naprej. No in v glavnem, ko sem jaz delala to meditacijo za mojega očeta, mene je začel dušiti prav tukaj noter v srčiki moje duše in sem začela kašljati. Se pravi, so to globoka ta prepričanja, te vezi in sem se osvobodila. Tako, prav kot bi lažje zadihala. No, tako da v glavnem to je prva zadeva oziroma druga zadeva. Naslednja stvar pri trebuhu, kaj imate še za narediti? Potrebna je večerja, beljakovine in zelenjava. Jaz sem recimo danes naredila zelenjavno solato
iz kitajskega zelja. Noter sem narezala mocarelo, dala sem jogurt zraven, potresla sem s chia semeni, olivno olje in v glavnem to je bila moja večerja. In krasno, to ni, da sem pojedla tolikle, ampak sem pojedla celo skledo in vam povem, da po taki super solati se jaz res dobro počutim in to je vse, kar potrebuje telo za izgradnjo rastnega hormona, plus pred spanjem vzamem omega-3 in C vitamin. Tako da te dva sta pa ključna, zato ker brez omege, brez dobrih maščob in brez C vitamina ni gradnje niti rastnega hormona, niti hormona DHEA, ki topi maščobo na trebuhu. No in še ena stvar za tiste, ki imate občutek, da ste zabuhli, veste tisto, da si žaba napihnen. Dajte začeti piti čaj iz žajblja, lahko date noter tudi rman, lahko zmešate, ženske lahko dodate tudi plahtico in je to to. V glavnem to pomaga pri tem, da se voda stanka iz vašega telesa, da veste, da se vam ne zastaja voda v telesu, da niste zabuhle. No, to je zdaj odgovor na prvo vprašanje. Zdaj pa gremo naprej na modrice. Zakaj se pojavljajo modrice na telesu? V glavnem, pokanje žilic, nekateri imajo tako občutljivo kožo, da se prime in že v trenutku poči žilca. To je pomanjkanje E-vitamina, hudo pomanjkanje E-vitamina, tudi pomanjkanje C-vitamina, v bistvu ni kolagena. Ker ni kolagena, niso prožne žile in ker niso prožne žile, pokajo. Tako da tukaj verjemite mi, da je to velik problem in mogoče se premalo o tem govori, ampak žile, ki pokajo, ni problem, da nastanejo tukaj popokane žilce, pa na nogi popokane žilce. Problem je, da pokajo tudi notranje žilce. Počene notranje žilce lahko vodijo tudi do tega, glejte, kaj pa če poči glavna žila do srca? To je neizbežna smrt. A veste? Tako da to je opozorilo, zbudi se, začni dodajati C-vitamin, E-vitamin. Tukaj seveda bodite pozorni na naravni E-vitamin, če ima oznako D, alfa-tokoferol, je to naravni E-vitamin, če ima pa oznako DL, alfa-tokoferol, je pa umetni E-vitamin, ne tega uživati, to ni dobro za vas. Omega-3, bodite pozorni vse na to, da ima vsaj 3 maščobne kisline vse, EPA, DPA, DHA, vse 3 raj več. To, ki jo dobite pri meni, ima 8 različnih maščobnih kislin, tudi C-vitamin oziroma E-vitamin ima 8 različnih frakcij, tako da to so res kvalitetne zadeve. Če pa že tako kupujete, pri omegi-3 mora biti obvezno postopek čiščenja. No, na to bodite pozorni. Še C-vitamin. C-vitamin ni tako strašno problematičen, če imate umetnega, problem pa je, če ga imate premalo. Tako da v glavnem mora biti približno 1000 mg C-vitamina na dan, najboljše je več teh tabletk po 300 mg. Tako da manjše količine, da ni, da dobite naenkrat 1000 in da gre iz vašega telesa, kot bi potegnil vodo v WC-ju. Tako da v glavnem, ja, to gradi naše žile, in to je opozorilo, nekaj vam manjka. No, zdaj pa kaj vam pa manjka, če imate sindrom nemirnih rok in nog? Če se ne morete umiriti. Leta nazaj meni se še sanjali, kaj mi manjka. No, vsem tem sem pisala v knjigi, ko imajo hormoni žur. Tukaj le noter v tem poglavju, lejte v lila poglavju na strani 300, je točno to opisano. Če imate te težave, kaj vam manjka, kaj morate jesti. To, kar vam zdaj razlagam, je opisano na teh straneh. Tudi, ne vem, suhi pusti lasje, šibki nohti, težave z lasmi, suha sluznica, težave z dlanmi, uvela koža, pojav celulita. To imate vse tukaj na teh straneh. No, ampak pejmo zdaj na nemirne roke in noge. Meni se leta nazaj še sanjali. To je bila, noseča sem bila za mojo najstarejšo hčerko Saro. Imela sem sindrom nemirnih rok. No, jaz, ko sem šla spat, je meni začel gumazeti noter po rokah in nogah. Nisem vedela, kako naj se obrnem, kako naj se pripravim, da bom spala. In potem sem si umivala noge s toplo vodo in potem sem se sprehajala. Vse živo sem delala, da bi se nekako ta sindrom nemirnih nog in rok rešil. Preprosta rešitev, manjkalo mi je magnezija.
Taram, tako enostavno. Magnezij, ki ga dobite, oreščki, dobite ga v čija semenih, lanenih semenih, v vseh oreščkih in seveda, če imate še vedno probleme z nogami, ki kar trzajo, dajte vzeti prehransko dopolnilo magnezija, še boljša kombinacija vzemite s kalcijem plus D3 vitamin. V tem primeru imate tudi D-vitamin, pomaga pri tem, da se stanje vašega živčevja izboljša, tudi kalcij deluje na vaše živčevje in še ena stvar, kar pomaga pri živčevju, je pa to, da potrebujete tudi B-vitamine. Zato, ker če pogledate znaki pomanjkanja B-vitamina, B1 in znaki pomanjkanja magnezija so popolnoma enaki. Zdaj, da ne boste diplomirali, pač vzamete tudi B-kompleks, ampak B-kompleks vzamete po kosilu, ne pred spanjem. Tako, glejte, tako enostavno pridete do rešitev, telo samo sporoča, da vam nekaj manjka, dajte ga nahraniti za začetek in potem kakšna pozitivna misel pomaga in potem je svet avtomatično lepši in bolj prijazen. Tako da imejte sebe radi s tem, da najprej poskrbite za svoje fizično telo, potem pa šele za vse ostalo. Lep dan, nasvidenje.